En lep dober večer, pozdravljeni in dobrodošli znova v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum in danes se bomo pogovarjali o številu 6. 6. 2022 je tudi šestica kot seštevek letnice. Veliko smo govorili o tem, kaj vse število 6 pomeni, kaj pa ta zelo vešči, zelo glasni 6. V zgodovini se ta kombinacija povezuje z marsičem slabim. Pa je res tako zelo slaba ali je to bolj kot ne rezultat kakšnih drugačnih nagnjenj? No, z numerološkega vidika to število niti najmanj ni slabo, z numerološkega vidika niti najmanj ni povezano ne s prekletstvom, ne s čarodejstvom in še marsičem drugim, kar lahko zasledimo, pravzaprav pa je zelo povezana kombinacija z ženstveno energijo. In tudi današnji dan, kot 6.6.2022, povezujemo energijo dneva z ženstvenostjo. Ker nas celotno letošnje leto obdaja energija števila 6 zaradi letnice, v mesecu juniju zaradi meseca, se bomo danes posvetili ravno temu. Torej, ne glede na to, kakšno je vaše osebno mnenje o 666, ki vendarle ni tako zelo grozno, tako tudi verjamem, da marsikdo ne verjame, da je število 13 nesrečno. Torej, kaj vse šestka pomeni? Lepoto, ženstvenost, plodno energijo. Kaj pa je zdaj ta lepota? Meni je mogoče nekaj lepo, vam pa ne. Lepota je stvar okusa, vsake oči ima svojega malarja. 100 ljudi 100 čudi rečejo. Torej, katero čudo ste pa vi? Kaj pa je tisto, kar vam polepša dneve? Kaj je tisto, zaradi česa se vi počutite lepi? Kaj je tisto, zaradi česa, ko se pogledate v ogledalo, si rečete, kako fajn. Kaj je tisto, zaradi česar se znotraj sebe počutimo lepi? Marsikdo je lahko na vas zelo lep, zelo privlačen, seksi, pa vseh normativih trenutnih modnih zapovednic. Pa v notranjosti nekako je zelo negativen ali negativna. Marsikdo pa morda po modnih zapovednicah trenutnega časa niti ne ustreza nekim estetskim zahtevam, bom rekla. Pa je taka lepa, prijetna, pozitivna oseba, ki nam kar nekako polepša dan, samo ko jo vidimo ali ga vidimo. Kaj ne bi bilo lepo, da ko bi sami sebe videli, bi si tudi polepšali dan? Torej, kaj je tisto, kar vas bogati? Kaj je tisto, kar vas polni svetlobo, z ljubeznijo, z navdušenjem, z radostjo, s tem, da se veselite novega dneva, s tem, da se veselite sebe? Kdaj ste se nazadnje razveselili sebe, dragi moji? Marsikdaj, ko nekoga srečamo, pa nas nasmeje, pa nas objame, pa nas morda podcrklja s kakšno pozornostjo, si rečemo, kako mi je ta oseba polepšala dan. Kdaj ste si ga vi sami polepšali in zakaj? To ne bi bilo kar vsak dan. Vedno si lahko popestrimo tudi tisto, kar je najbolj dolgočasno. Tudi tisto, kar nam je najbolj odveč. Tudi tisto, kar najbolj ne maramo. Vedno. Vedno lahko ozaljšamo svojo okolico in sebe. Za nekatere bo to malo bolj upadljiv nakit, za nekoga drugega bo morda malo bolj upadljivo oblačilo, ali pa enostavno tista notranja energija, zaradi katere se počutimo dobro. Se veste, ko smo frišno zaljubljeni, kako je svet lep. Ko pa nas pestijo skrbi, kako dež pada vse povsod. Nevihte, tornadi, slaba energija. Torej, ta šestica, ki nas letos tako zelo močno obdaja in prežema, nas na nek način sprašuje, ali znamo v tistih najtežjih trenutkih, ko nam je hudo, ko nam gre vse narobe in veliko je tega bilo v zadnjih letih, pa tudi letos. Moram reči, da jaz sem se veselila tega mojstrskega leta, ker vem, da gradimo, ampak od vas poslušam, vse gre k vragu, vse se sesuva, vse se podira. Ja, pa saj to je po svoje logično. Naj se tisto, kar ni v redu, podere. Število 6 povezujemo s plodno energijo, z energijo, ki ustvarja, z energijo, ki kreira. Torej, če neki gradniki niso okej, kaj ni bolje, da nekako zdaj odidejo, preden z njimi kreirate? Se pravi, število 6 povezujemo tudi s kuho. Če se odpravimo v hladilnik in se odločimo, da bomo naredili najboljše palačinke na svetu in potem ugotovimo, da se je mleko skisalo, da so jajca pokvarjena. Ali boste še vedno delali palačinke s točno tem mlekom in s točno temi jajci, ali boste rekli, hudiča, treba bo v trgovino, treba bo po novo, treba bo po drugačne, treba bo po sveže. Torej, kaj v vašem življenju več ne doprinaša lepote, več ni plodno, oziroma mogoče je že plodno, ampak gre v napačni smeri. Tudi mleko, ko se skisa, je prvo samo malo grenko kislo, pa potem, če ga pustimo, postane še marsikaj drugega, pa ne bi se zdaj osredotočila na preveč negativne imidže.
Torej, kaj je tisto v vašem življenju, ker enostavno ne deluje več in se zato sesuva? Kateri odnosi, kateri načini razmišljanja in predvsem kateri načini čustvovanja? Število 6 povezujemo z romantiko, z domom, z družino, s čustvi. Zato bo junij eden izmed najbolj čustvenih mesecev letošnjega leta. Zato bodo tista čustva, ki smo jih zatirali, privrela na plano. S tem ni nič narobe, tega se ne bati, tega ne zatirati. Dovolite si kako solzico. Dovolite si biti morda tudi jezni. Predvsem pa se zavedate, da v vsakem trenutku kreirate. Za junij sta tako posneti kar 2 oddaji, ker bo zelo, zelo močen mesec. Ena je namenjena juniju, ena pa celotnemu poletju, kajti junij odpira vrata vsem tem čustvom, za katera smo morda menili, da so zamrla, da so prepovedana, da so slaba, da jih mi nimamo. Torej, ti 2 oddaji si lahko pogledate na YouTubeu, mi se bomo danes osredotočili na število 6 v vašem življenju. Smo 6.6., ko se bo oddaja zaključila, vas pozivam, da si vzamete čas in si zapišete vse te misli, vse to, kar se vam bo vmes utrnilo. Kaj je tisto, kar bi vi dali v svojo košarico življenja, če bi bilo vse možno? Ko gremo v trgovino in vemo, kaj bomo kupili, vemo, kaj bomo položili v to košarico. Vemo, kakšne so naše zmožnosti, vemo, koliko imamo v denarnici, vemo, kakšne so cene, vemo, da morda si vsega ne bomo mogli privoščiti ali pač. Morda bo potrebno za nekatere nakupe malo dalj časa privarčevati, morda si jih boste privoščili na obroke. V življenju je pa podobno. Kaj je tisto, kar vam čustveno manjka? Kaj je tisto, česar si več želite? Morda ne bo šlo čez noč, morda v trgovini oziroma v ponudbi vašega življenja, s tem ciljem na osebe, ki so v vašem življenju, na odnose, ki ste njih del v vašem življenju v tem trenutku. Morda v tem trenutku te možnosti ni. Ali pa je potrebno malo več časa. In velikokrat, kar storimo, je to, da dajemo drugim osebam preveč časa in smo na koncu razočarani. Smo razumeli, smo odpustili, smo še enkrat razumeli, smo spet odpustili in tako naprej. V kolikih odnosih ste se tako vrteli predolgo časa, pa vam je morda sedaj žal. Danes 6.6.2022 se vprašajte, kje želite biti 6.6.2023 v odnosu s tistimi, ki so vam najbližji. V odnosu s sodelavci, sosedi, z najboljšo prijateljico, z najboljšim kolegom, z najboljšim sodelavcem. Kje si želite biti, kakšne odnose želite graditi, kajti danes jih gradite še nekoliko bolj kot sicer. Energija današnjega dneva je zelo, zelo močna in ta energija se bo prelila v cel teden. Torej, vse tisto, kar se vam danes utrne na 6.6., tudi če oddajo mogoče spremljate kakšen dan kasneje, pejte malo nazaj pa pomislite, kaj se je vendarle dogajalo v ponedeljek. Kaj ste čutili? Število 6 se bo vedno z nami povezalo preko občutenj, preko lepote, preko ženstvenih elementov. Se pravi, morda vonj po cvetlicah v zraku. Morda, kaj za vas ženstvenost? Za vsako osebo je to nekaj drugega, zato bi si ne bi želela polagati definicij v vaše ume, v vaše domišljijo. Kaj je tisto, kar je za vas ženstveno, lepo, privlačno, seksi, materinsko, obenem tudi bojevniško? Tudi energija boginje je ženstvena energija. Kaj je tisto, kar si vi želite podariti sebi? In kaj je tisto, česar si želite, da bi vam, vaši najdražji, podarjali vam. Seveda bodo letos v ospredju in na tapeti tako partnerski odnosi, tudi današnji dan ni nobena razlika. Kakšni so bili vaši partnerji v preteklosti? So vas zaščitili? So vas podpirali? So vas razumeli? Kakšen je bil odnos na začetku zveze in kakšen je bil mogoče ob koncu zveze? Zakaj ste se razšli? Kdo se je želel raziti? Česa mogoče se pa danes ne bi šli več? Ali pa še enkrat. Kje so vaše meje? Toliko govorimo o teh mejah letos, da verjamem, da me imate že polno glavo, ampak veste, življenje se ne bo pustilo prepričati, da smo v redu. Kjerkoli mi nismo v redu, bo ta energija nekako pokukala na plano. Torej, dragi moji, kaj je tisto, kar je najbolj fantastično v tem trenutku v vašem življenju in kaj je tisto, kjer pa morda potrebujete spremembo, zdravljenje in ljubezen. Število 6 kot število plodnosti nas opominja, da vedno kreiramo, vedno ustvarjamo in da življenje vedno raste, se premika, se spreminja. Torej, saj vsi beremo članke o zakonu privlačnosti, vsaj vsi vemo, kako energija deluje. Ampak, ko smo pod stresom, ko smo v tisti intenziteti čustev, pa morda ne znamo umirjeno odreagirati. Kaj je tisto, kar vas pomiri? Kaj je tisto, kdo je tisti,
ki vam v danem trenutku, ko popenite, ko ste jezni, ko imate vsega polno glavo, ko ste utrujeni, ko ste razdražljivi, ko ste majhen otroček, ki bi se najraje metal po tleh, ker nič ni v redu, ker gre vse narobe, a gre lahko še kaj narobe. Kaj naredimo s to izjavo? Vesolje bo reklo, stari, lahko, valjda, ti sam povej, še avto se je pokvaril, še to se je naredil, še un je šlo narobe. Velikokrat sami s to energijo tudi malo prikličemo ali pa se odzivamo nekoliko bolj dramatično, kot je potrebno. Torej, tako kot smo na frišno zaljubljeni in nam vse kar gre in je vse v redu, pa sem pa kje tudi pozabimo, no? A ni to fajn? Po drugi strani se zavidamo, da ko pa pademo v drugo skrajnost, ko pademo v te negativne misli, črne misli, temne misli, ko se zdi, da ni luči na koncu tunela, se spomnite, da luč na koncu tunela ste vi. In da se luč prižge, ko pridete vi na konec tunela. Saj se nikoli tunel ne skrajša. Saj se nikoli tunel kar samo od sebe ne razsvetli in reče, o božič je, hop, zdaj pa bom prižgal vse luči. Torej, vi ste tisti, ki boste prišli na konec tunela in tam bo zasijala luč in se boste pokazali vi. V vsej svoji celoti, lepoti, čustvenosti, razumskosti, fizični realnosti. Če pa smo zdaj v tunelu, pa pravzaprav se ne vidimo in velikokrat v življenju je tako. Ko gledamo hišo, jo vidimo. Če stojimo v hiši, je ne vidimo. Ko smo v tunelu, je vse temno. Torej, če v tem trenutku, tako kot mnogi, ki stopate z menoj v kontakt, imate občutek, da stene na vas pritiskajo, da gre vse narobe, da je bil malo katastrofalno težek mesec, da dobro, da ste ga preživeli. Super, dobro, da ste ga preživeli. Preživeli ste ga. Se pravi, iz tega tunela ste prišli ven. Kam potem? To je vprašanje današnjega dneva. Kam potem? Kajti ni bistvo samo to, da pridemo ven iz te teme, da pridemo ven iz teh omejitev, da pridemo ven iz okov, iz nekih, bom rekel, tudi miselnih vzorcev, s katerimi morda tudi sami sebe sabotiramo. Bistvo je, da vemo, kam gremo. Ko se usedemo v avto in rečemo, grem tja pa tja, razmišljamo, kje bo manj prometa, kje bo manj gužve, kje bomo hitrejši, kje je mogoče lažje priti do cilja. Redko kdaj spreminjamo cilj, spremenimo pa pot do njega. Lahko se odpravimo na pot, pa ugotovimo, da je del ceste zaprt. Bomo šli okrog. Kje v življenju, dragi moji, ste pa morda preveč vpeti na točno določeno pot in skoraj da premikate cilj, namesto da bi premaknili pot. Šestka je energija, ki nas vedno znova opominja, da tisto, kar je naše, nam ne bo šlo. Morda ne bo prišlo v tistem trenutku, kot si vi želite, ali na način, kot ste pričakovali, kar v odnosih mnogokrat je tako. Mnogokrat nismo deležni naše neke pozornosti, ljubezni, izkazovanja partnerja nam, kot bi si mi želeli. Včasih tudi način, kot mi izražamo pozornost, ni dobrodošel. Vse gre pravzaprav za neko staro dobro srednjo pot, o kateri smo v mojih oddajah že veliko govorili. Zdaj pa bomo pogledali, kako lahko vam konkretno, glede na seštevek vašega rojstnega datuma, število 6 pomaga. Verjamem, da že vsi veste, kakšno je vaše število življenjske poti, za tiste, ki ste novejši, pa dajmo ponoviti. Torej, svoj rojstni datum toliko časa seštevate, da pridete do ene same številke. Temu se reče število življenjske poti in formulo vidite zdaj tudi za menoj. Pomagajte si s prsti, toliko časa seštevajte, da pridete do ene same cifre. Tisti, ki ste enkice, torej število življenjske poti 1, ste osebe, ki ste zelo močne, zelo odločne. Zato, ko se začnejo stvari komplicirati, se ne počutite najbolje. Niste najbolj, bom rekla, zadovoljni sami seboj. Znate biti tudi impulzivni, posledično morda tudi prehitri. Poglejte, kako je lažje, če se ustavim, pa zadiham, pa malo bolj počasi povem. Tudi mene se lažje razume. Pa jaz vem, da včasih se meni tako zelo mudi vse povedati, vse to, kar mi hodi po glavi in se mi zdi, da pol ure oddaje povsem prekratko in potem hitim. Pa kako zelo lažje je sprejemati informacije, če se umirim. Tudi vaši okolici bo lažje sprejemati informacije, če se boste umirili, kajti veste, ne morejo vam misli brati, nimajo kristalne krogle. In včasih to, kar je vam logično, drugim ni. Pa se mogoče mi lahko strinjamo, da je logično, kadar smo mi umirjeni. Ampak tudi drugi so pod pritiskom, ne samo vi, se pravi bolj jasno povedati, česa si želite, bolj umirjeno in počasi skomunicirati, kajti marsikdo v vaši bližini je morda enostavno preutrujen, da bi vašemu tempu sploh lahko sledil. Torej,
Diha, drage moje enke, nič vam ne bo ušlo. Garantiram, da ne. Število življenjske poti 2. Za vas pa mora biti velja malček obratno, ne zaspati. Ne čakati na jutri, ne čakati na druge. Ne po jajcih hoditi, ne se bati odziva drugih. Ne se bati, da bo nekdo rekel, a veš kaj, zdaj mi pa nisi več všeč. To imaš na sebi groza. Tisti ljudje, ki vas bi zavrnili do te mere, da bi se z vami prenehali družiti. Tisti ljudje itak ne pašajo v vaše življenje. A ne bi bilo fajn, da bi se družili z osebami, ki vas podpirajo in ki so nad vami naravnost navdušeni, ki bodo rekli, a to imaš na sebi, the best. Kje si to dobil ali pa dobila, jaz bi tudi. Torej, obdajte se z osebami, katere vi navdušujete in ugotovili boste, kako zelo lažje je življenje. Podobno velja tudi za število življenjske poti 3. Podobna lekcija se tudi vam zdajle obeta. Torej, drage trojke, ustvarjajte. Za vas je pa zdajle zelo pomembno, trojkice moje, da ste barvite, da ste izrazite, da nobenega svojega občutka nikakor in na noben način ne zadržujte. To sicer ne pomeni, da boste popenile na prvega soseda, ki vam bo šel na živce, ali pa znoreli na nekoga v trgovini, ki se bo predolgo časa obiral pri blagajni. To pomeni, da si boste dovolili biti morda tudi razdraženi in takrat pejte nazaj. Kdaj? Ste bili pa vi to, kar vas zdajle moti, pa ste bili zato kregani. Torej, če stanemo pri primeru pri blagajni, kdaj ste se pa vi nekako obotavljali, pa komplicirali svoj life, pa niste bili dovolj urni, učinkoviti, dovolj produktivni za nekoga v vaši bližini. In kako ste se počutili? Včasih pač resnično projeciramo svoje stiske tako, da nas to moti pri drugih. Torej, bodite predvsem pozorni na to, kako se počutite, zakaj se počutite in kaj je tisto, kar vam stopi na živec. Predvsem pa, ko sebe ujamete, če ostanemo pri tem primeru, da mečkate pri blagajni, ne biti na sebe jezni, ampak preprosto poiščite način, kako ste lahko pri blagajni hitrejši. Se pravi, kako lahko to, kar vas moti, spremenite. Število življenjske poti 4. Drage štirice, ste razumske osebe. Rade imate stvari popredalčkane, rade stvari razumete. Rade stvari urejate, kar je super, kam pa bi prišli brez tega, da bi imeli stvari urejene. Ampak 6 bo zdajle rekla, pri meni pa ne. Pri meni, drage moje štirice, boste pa čustvene. Se pravi, drage štirke, če se sproži dvom, strah, se vprašajte, ali je vaš, ali ste ga naučeni. Pravzaprav, česar vas v tem trenutku 6 uči, je razlikovati med vašimi občutki in med občutki, ki so vam bili priučeni. In marsikdo mi lahko zdajle oporeka in reče, pa ne moramo se čustvovanja priučiti, ampak veste, če pogledamo samo medsebojne odnose, in to zdaj za vse velja, ne samo za štirice. Tu pri nas v tem času sedaj velja, da sta fant pa punca skupaj oziroma 2 partnerja skupaj, nekako nismo nagnjeni k varanju, nismo nagnjeni k temu, da bi si vse poprek delili svoje partnerje. Če pa pogledamo v zgodovini, pa v drugih kulturah, kako zelo so te navade, običaji, pričakovanja lahko drugačni. Enako je z dojemanjem rojstva, enako je z dojemanjem smrti. Torej, marsikaj je vseeno priučenega in mi se odzivamo glede na to, kako smo naučeni. Torej, katere reakcije morda pravzaprav sploh niti niso vaše, ampak so vam položene v zibko, bo vprašanje letošnjega junija, ki se sproža danes na 6.6.2022. Število življenjske poti 5. Drage petke, dinamičen mesec je pred vami, tako kot tudi celotno leto. Katerim čustvom pa se vi trudite ubežati, bo rekla tale 6. Kaj je tisto, česar pa morda ne želite čutiti? Kaj je tisto, kar vas morda krati? Jemlje vašo energijo. Kaj je tisto, zaradi česar imate morda občutek, da ste ujeti, ukalupljeni, da niste svobodni, da niste vi, da se ne morete gibati, da ne morete dihati. Torej, pričakovati je, da bodo določeni pritiski se okrepili ravno zato, da jih boste prepoznali. To ne pomeni, da vam gre zdaj vse narobe, to ne pomeni, da bo vse šlo narobe in nikoli več ne bo dobro. To preprosto pomeni, da testirate svoje meje in meje tistih, ki so v vaši okolici. Se pravi, kaj je tisto, kar vam dobesedno pije in krati življenje in kako lahko to spremenite, da to postane bolj cvetoče polje? Poglejte, kako sem poetična na današnji dan.
Število življenjske poti 6. No, drage šestice, v vašo energijo smo danes stopili. Verjamem, da so bile zadnje leta čustveno naporne, verjamem pa tudi, da morda ravno zato čutno lažje operirate zdaj s čustvi, kot bi sicer. Torej, drage šestice, 6.6.2022 vam želi nekaj podariti. Življenje vam želi nekaj podariti vas. Torej, če odmaknemo vaše starše, vaše partnerje, vaše pretekle partnerje, vaše otroke, sosede, vse tiste ljudi, ki morda so bili do vas neprimerni, nespoštljivi, neljubeči. Če ostanemo zdaj pri osebah, ki so do vas nekorektne, neiskrene, ne sočustvujejo z vami, niso sočutne, niso razumevajoče, niso potrpežljive, vas ne objamejo, vas ne podpirajo. Če naredimo en tak celoten spisek teh oseb. Drage šestice, ali ste vi zraven? Ali vi sami sebe pocrkljate, razumete, ste sočutni, ste razumevajoči, ste potrpežljivi, ali ste sami na sebe jezni, kajti znova je šlo nekaj v odnosih narobe. Je že prav, da prevzemamo odgovornost, ampak včasih se je pa potrebno zavedati, da tudi na drugi strani morda nekdo ne prevzema odgovornosti. To je torej vprašanje za vas, drage šestice, v katerih odnosih pravzaprav niste vi problem, čeprav na prvo žogo seveda vedno iščete, kako lahko vi sebe izboljšate, kar je super, ampak mejo včasih treba potegniti. Število življenjske poti 7. Ste racionalno usmerjene osebe, rade razumete, zakaj se gre, rade dvigujete kvaliteto sebe in okolice. Število 6 pa bo reklo fantastično, kako pa lahko zdaj polepšaš in malo bolj čustveno in intenzivno začneš doživljati stvari. Torej, drage sedmice, vam se letos obeta veliko trenutkov, ki bodo čustveno intenzivni, kar ne pomeni, da bodo vedno samo boleči. Lahko bodo tudi izvrstni. Lahko se vam zgodi, da se nafrišno zatrapate. Predvsem vase. To je lekcija letošnjega leta, ki jo odpira 6.6. Ali znate biti navdušeni nad seboj? Ali znate biti zaljubljeni sami v sebe? Ali znate sami sebe iskreno pohvaliti? Ste zahtevni do sebe, ste strogi do sebe, vedno boste taki. Da bi zdaj jaz rekla, veste kaj, perfekcionizem počasih vas lih ne podpira, jaz verjamem, da je čisto vse, če to povem ali ne, ker jaz vem, da vi to veste, ampak ljudje se včasih ne moramo spraviti ven iz svoje kože. Lahko pa svojo kožo omehčamo. Torej, omehčajte svoj odnos do sebe, okolico, v kateri ste, svoj notranji dvogovor. To bo predvsem v mesecu juliju za vas izjemno pomembno, o tem drugič. Za sedaj pa, kako lahko omehčate svoj notranji dvogovor, svoj notranji dialekt in svoj odnos do sebe. Število življenjske poti 8. Podobno velja tudi za vas. Ste radi dobro organizirani, ste radi učinkoviti, ste radi uspešni, ste radi vsaj produktivni. Zato vam število 6 godi. Govorimo o plodni energiji, smo rekli, o energiji ustvarjanja, kaj je pa boljšega. Ja, dokler je to ustvarjanje usmerjeno v plus, dokler je to ustvarjanje usmerjeno v kreativo, ki je pozitivna. Torej, osmice, bodite zelo pozorne v teh dneh, kateri notranji občutki, ki bi vam lahko rekli, ti to ne zmoreš, ti to ne znaš, nič ti nekaj prav, kateri vzgibi znotraj vas, ki jih lahko povezujemo samo s sabotiranjem, bi se lahko trenutno prebudili. In kaj pa naredimo? Sebe imamo radi. Glejte, še nikomor ni vse iz prve uspelo. Ni ga človeka na tem svetu, ki bi mu vedno vse uspelo, tako kot si je zamislil. Torej, tudi vam verjetno ne bo. In to ni konec sveta. Torej, v temule času, 6.6. se učite objeti tiste dele vas, ki so neuspešni, ki ne delujejo, ko vam gre vse narobe, ko je spet neki, ko je občutek neharmonije. Torej, objemite celotno svoje življenje z vašo ljubeznijo, ne samo z ljubeznijo, ampak s svojo ljubeznijo. In tako tudi do sebe ne boste več tako zelo strogi in se ne boste tako zelo kritizirali, če vam stvari ne bodo takole šle iz rok. Če vidimo, malo pogledamo okoli sebe, se vsi več ali manj jamrajo, da gre kaj narobe, torej smo v takem obdobju, ki lušči dol vse tisto, kar ne deluje. To pa je nekaj, kar je za vas dobro. Naj odide vse tisto, kar ne deluje. In še število življenjske poti 9, torej drage devetke, čustveno obdobje za vas toliko bolj, učite se sočustvovanja sami s seboj in z vašimi najbližjimi. Kajti pri devetkah je izziv videti tisto, kar imate pred noskom, pa ne samo tisto, kar je
v široki sliki. Se pravi, lahko se zgodi, da vidite gozd, pa spregledate listek, hočem povedati. V vaši bližini je nekdo, ki potrebuje vašo pozornost, ki potrebuje vaše sočutje. Možno pa je, da v podobni situaciji mnogo bolj razumete in sočustvujete z nekom, ki je daleč. Z nekom, ki je morda, če damo praktičen primer, vaš sodelavec, ne pa vaš partner. Z nekom, ki ga sem pa kaj vidite, pa vam je zdaj tako hudo, ko se mi je to zgodilo, nekoga, ki ga pa vedno ali pa velikokrat srečujete, pa mogoče niti ne prepoznate v tem vzorcu. Torej, predvidevati je, da je vsaj ena taka oseba v vaši bližini, kajti to je lekcija, katere se v tem trenutku učite, prepoznavanja sebe, svojih najbližjih, ne samo široke slike, ne samo človeštva kot celote, ne samo zavedanja celotnega planeta. Torej, malo bolj, bom rekla, zapreti na krila oken in se osredotočiti na sebe, po vsej verjetnosti bo pa tudi potrebno nekomu postaviti majo. To je pa vendarle energija števila 6, ne glede na to, kakšno je vaše število življenjske poti. Tako, to je bil pregled od 1 do 9. Tudi sicer je število 6, ki danes močno vpliva na nas in celoten junij, tisto, ki krepi našo ljubezen do sebe, tisto, ki krepi lepoto življenja, tisto, ki krepi izbiro. Tisto, ki krepi izbiro. Zdaj pa mene zanima, kaj imate občutek, da izbirate vi in kaj imate morda občutek, da vam vsiljuje življenje? Kaj je tisto, kar si prikličete, kaj je tisto, kar vi rečete, aha, tole bom, kot gremo v restauracijo in naročimo juho ali glavno jed ali pico ali palačinke? In ali pričakujete, da bo to dobro? A greste v restauracijo, pa naročite govejo juho, pa že vnaprej tarnate, ziher bo preslana. To sigurno sploh ni govejo juha, to so kocko noter, razkuhana je od včeraj, od prejšnjega tedna je. Kolikokrat v življenju se za nekaj odločimo in potem tisti trenutek začnemo iskati, kaj vse je v tem možno slabega, kako zelo se vse to, kar smo si mi zdaj zamislili, lahko pokvari, ali si dejansko sploh dopustite sprejemati. To je vprašanje števila 6. Koliko lepote, koliko ljubezni, koliko pozornosti, koliko naklonjenosti si dovolite sprejemati in koliko jo izražate sami sebi. Seveda se zato prezentirajo situacije, v katerih nimamo občutka, da nam gre dobro, nimamo občutka, da smo razumljeni, nimamo občutka, da smo ljubljeni, nimamo občutka, da smo sprejemljivi. In pri tej sprejemljivosti gre znova za vprašanje okolja. Za nekoga boste top, za nekoga boste the best, za nekoga boste pa, to pa res ni v redu. Ampak ljudi v svoji okolici izbirate pa vi. Saj vam jih ne more vesolje vsiliti. Kajti dokam nekomu dopuščate njihovo moč, je vaša izbira. Če se obrnemo na en zelo ekstremen primer, ljudi, ki so bili v koncentracijskih taboriščih, preživeli so tisti, ki so bili dovolj močni, da niso dopustili okoliščinam, maltretiranju, nečloveškim razmeram, nečloveškemu sovraštvu, da bi prišle meje tega, da bi njih definirale. In mnogokrat v življenju, kakorkoli to zveni simpel, pa ni, smo pravzaprav mi tisti, ki dajemo nekomu moč, da definira nas. Se pravi, za marsikoga so to starši, okolica, trendi v družbi. Kje postavljate vi mejo in kakšne so vaše definicije, je vprašanje dneva, je vprašanje tega tedna, celotnega junija in celotnega leta. Smo pa v sredini, smo v obdobju, ki je zelo intenzivno, ki bo vse te stvari toliko bolj krepil, zato se tudi jaz ponavljam, kajti tudi življenje se ponavlja. Kaj je tisto? Kaj je tisto, za kar boste zdaj rekli, a že spet to, a že spet tako oseba, tako odnos, tako razočaranje, a spet. Ja, spet. Ker to je življenje. Pride pomlad, pride poletje, pride zima. Ja, spet. Marsikaj je ja spet, pa morda sploh ni vaša krivda. Pa je morda treba sam reči, a ja, daš pa, da bom vzel marelo, palerino. Mogoče pa ne bom šel ven. Ne, ojoj. Morda pa si lahko prihranimo veliko, bom rekla bridkih, ampak morda neveselih trenutkov, že samo s tem, da se potrudimo naš čustveni odziv zmanjšati. Da ne naredimo drame iz dežja ali iz sonca ali iz tega, da se nam je strgala najlonka. Kajti to so dejstva. Vremena ne bomo spremenili, najlonka se je strgala. Kaj pa zdaj? Pa smo znova pri
tistemu trenutku, ko pridemo s tunela ven, ko je za nami najhujše. Torej, dragi moji, ob koncu oddaje vas sprašujem, kaj pa zdaj? To je bistvo števila 6. Kaj boste zdaj vi, lepega, ljubečega, pozitivnega, fantastičnega ustvarili?